Cerkvenjačani smo se zbrali na tradicionalni, letos že 10. trgatvi Johanezove trte, potomke najstarejše trte na svetu z Mariborskega Lenta. Hkrati je potekala tudi 5. prireditev pod Klopocom z bogatim kulturnim programom in podelitvijo protokolarnih vin. Gospodar Johanezove trte in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je ob tem dogodku dejal: Vsa ta leta nas Johanezova trta združuje ob različnih opravilih pri njej in pa seveda na koncu ob trgatvi. Današnja prireditev pod Klopocem oziroma trgatev Johanezove trte je seveda tudi, bi rekli, en pomemben turistični dogodek in pa seveda druženje in vidimo, da naši občani in pa seveda tudi drugi se radi odzovejo na našem povabilo. Dobro je, pridite v naše kraje, kjer je, pijemo. Kakšen je bil letošnji pridelek, sta nam zaupala predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci Zorko in viničar Johanezove trte Damjan Breznik. Johanezova trta je rodila malo manj grozdov pravzaprav kot lansko leto. Letos je bilo cirka 70 grozdov, lani okrog 90, torej bo pridelek malo manjši, ampak grozdje je kvalitetno, zdravo, sladkorna stopnja je 76 ekslov, izmerjeno. To je kar solidno za to sorto grozdja. Celo leto smo jo donegovali, da je bila obrodila čudovite, zdrave grozdje. Bilo je potrebno kar dosti strokovnega znanja na tem področju, da je trta pač dosegla to sladkorno stopnjo ali grozdje to sladkorno stopnjo, ki smo jo želeli. Hvala lepa seveda novemu viničarju Damjanu Brezniku, ki je opravil strokovno delo. Društvo vinogradnikov ljubiteljev vina smo mu pri tem nekako probali pomagati. Seveda nad vsem tem je pa budno oko vodil gospodar Johanezove trte Marjan Žmavc. Obiskal nas je tudi Evropski red vitezov vina Omizje za Pomurje. Danes je bilo prisotnih 6 oziroma 7 vitezov Evropskega reda vitezov vina in pa seveda 3 iz Slovenskega reda vitezov vina. Zelo radi se udeležujemo teh dveh dogodkov svečanih, tako rezi nas spomlad in trgatve zdaj na jesen. Ravno zato, ker od odhajamo vedno z nekim posebnim občutkom, z nekimi posebnimi emocijami, ker so ti dogodki zelo originalni, izvirni in ljudje, ki nas obkrožajo, predvsem naši člani, vedno znova potrjujejo, da je to območje Cerkvenjaka nekaj posebnega, da ima dušo, da ima iskrenost, da ima svojo originalnost. Na trgatvi ni manjkal tudi domačin in poslanec v državnem zboru Franc Breznik. Vesel sem, da nam je to uspelo, vesel sem tudi in Bogu sem lahko hvaležni za lepo vreme, za tipično lepo slovenjgoriško jesen. Tukaj smo se zbrali kot vsako leto in počastili sadove narave, ki so v Slovenskih goricah izredno pomembne. To je naš največjih praznikov, kjer se zahvalimo, kjer na koncu tudi obudimo spomine. Pomembne so taki dogodki predvsem za tkanje in za poglabljanje tipične slovenjgoriške identitete, ki je izredno pomembna za en narod in tudi za naše ljudi. Hvala za pozornost in vabljeni na naslednji dogodek, veliko martinovanje in kronanje 5. cerkvenjaške vinske kraljice.